Živel sem skupaj. Torej, sicer smo že praktično maja, ampak zares pomladansko se pa po moje vsi počutimo šele ta teden, vsaj tukaj na Gorenjskem, v Ljubljani, ko se je končno malo sončka pokazalo in se nam je zdelo primerno, da se tudi v tem tednu, ko imamo vsi majčkeno več časa, majčkeno manj tistih rednih stvari vletava noter, da se lotimo takega spomladanskega čiščenja v narekovajih. In kaj je taka stvar, za katero imamo ponavadi najmanj časa? Analitika. Tako da majčkeno bi se ustavili na tem analitika, pa recimo tukaj bomo pretežno govorili o Google Analytics. Vsi jo verjetno spremljamo tako, ne vem, na neki tedenski ravni, mogoče tudi bolj pogosto, ampak pol pogledamo tistih 5 stvari, ki vemo, da nam nekaj pomenijo, ki so nam neki kriteriji, ampak to je pa to. Zdaj, a ga uporabljamo v polni meri, ali pa to, kakor bi bilo še vedno, to, ko je bilo res fino, da bi lahko merili neke svoje marketinške napore. Pa sem dobil občutek, kakor se pogovarjam, da večinoma ne, da vsaj kakšne stvari spuščamo, ali pa da jih kar puščamo noter, čeprav so v bistvu nerealne in nerelevantne. Pa je mogoče kar začel z najbolj tako stvarjo, torej čiščenje spam obiska, torej obiska, ki ga delajo spletni roboti pa pajki. In zdaj, Google Analytics ima že noter nek osnoven seznam spletnih pajkov, torej predvsem teh od iskalnikov, kakor so Google, Yahoo, Bing in tako naprej. Je pa tukaj še kup enega spam obiska, ki ga Google Analytics po defaultu ne filtrira. In zdaj, koliko je tega? Comscore ocenjuje, da je tega vsega skupaj, torej in teh pajkov od iskalnikov in spam obiska nekje 36% vsega prometa na spletu ali pa na spletnih straneh, torej prometa, ki ga ne ustvarijo ljudje in je v bistvu za nas nerelevanten, ker to ni nekdo, ki bi ogledal si našo spletno stran. In zdaj, kje najdemo najlažje te, kako jih najlažje prepoznamo, je to, da pogledamo pod referrals. Jaz bom tole prezentacijo bomo tudi poslali in posod je tudi napisan, kje v Google Analyticsu to najdemo. Torej, konkretno to je pod acquisition, all traffic in referrals. In tam imamo imena, kot so, torej, da so prišli obiski iz spletne strani buttonsforwebsite.com, Semalt, Simple Share Button ali pa nekaj Tools for Webmasters in take stvari. In zdaj, kako se vsega tega znebimo, da bo v bistvu v naši statistiki samo tista realna statistika ljudi, sem kar našel že v bistvu ena ful dobro pripravljena navodila, do katerih je tukaj tudi link, in bo to tudi se dalo klikati v prezentaciji, ki jo potem pošljemo. Torej, na tem linku je v bistvu seznam vseh trenutno prepoznanih spam robotov, ko obiskujejo spletne strani. Mislim, da je bil seznam poupdatan marca 2015. In zraven so tudi navodila, kako ta filter dodamo v Google Analytics in je v bistvu zelo preprosto. Če gremo naprej, čiščenje lastnih obiskov, ponavadi so to na spletnih straneh v razvoju. Torej, imamo neke strani, kot so www.frodix.com ali pa beta.frodix.com ali pa kaj takega, kjer neke stvari razvijamo ali pa pripravljamo novo verzijo spletne strani. In ker je to ponavadi, naredimo nek branch iz obstoječe spletne strani, skopiramo tudi Google Analytics kodo in tam gor, če se nekaj res aktivno dela, je kar nekaj obiska, sploh so pa to ponavadi po minutah zelo dolgi obiski. Torej, nekdo nekaj dela, odpre stran, ki jo pripravlja in je tisto ful dolgo odprto in to nam vpliva sploh na ta čas na spletni strani. In zdaj, to enako kot tiste robote odstranimo s filtrom, ki jih najdemo v meniju admin pod filters. Najdemo pa te obiske tako, da gremo pogledat pod hostname in to je v tistem delu analitike, ki govori bolj o teh tehničnih podatkih, torej kateri so brskalniki so uporabljeni, katere naprave. In tam pod network najdemo potem tudi hostname, kjer lahko hitro opazimo, obiskujemo našo spletno stran oziroma na katerih vseh straneh je v bistvu naša Google Analytics koda. Kar lahko s tem tudi ugotovimo, to je mogoče čisto malo tak bombonček za zraven, če je nekdo kar celo našo spletno stran skopiral,
pa jo nekje pri sebi objavil skupaj z Google Analytics kodo in potem vidimo, da so neki obiski iz čist enega XURL-ja. Tako da to se splača odstraniti. Mogoče, če veliko delamo na lastni spletni strani, se da tudi odstraniti kar naš IP podjetja, da v bistvu si ne po nepotrebnem boljšamo v narekovajih svoje lastne analitike že na čisto na svoji osnovni spletni strani. Naslednja stvar, ki jo je potrebno prečistiti, in to je nekaj, kar je fino, da delamo redno, so cilji oziroma conversion goals. Zdaj, a jih sploh uporabljamo za začetek? To je res močna zadeva. Kar naredimo je, da se odločimo, kaj so naši cilji spletne strani, zdaj ali je to nakup v spletni trgovini, ali je to prenos nekega dokumenta, ali je to izpolnitev neke forme, prijava na newsletter, karkoli. Lahko torej v admin goals nastavimo kot neke cilje, ki jih vežemo na URL, torej rečemo vsi, ki pridajo na ta, bomo rekli temu thank you page, po prijavi na novice, jih bomo šteli v cilj prijava na novice. In te cilje, čisto na splošno, je fino vsake toliko časa pogledati, a se izvajajo. Včasih ugotovimo, da jih imamo sicer nastavljene, da jih uporabljamo, ampak da je iz nekega razloga tam nula. In zdaj ena možnost je, da mogoče cilj samo ne dela, da smo vmes nekaj prenavljali, pa smo URL-je spremenili, ali pa to pomeni, da imamo pač nek cilj, na katerega smo že majčkeno pozabili, pa bi bil mogoče zdaj spet relevanten, pa ga damo v naslednji newsletter ali pa kot naslednji korak po nekem blog zapisu. Torej, tam imamo v bistvu nek seznam naših konverzij, ki smo jih mogoče že uporabljali, pa so aktualne, ampak smo jih potem z nekimi drugimi zamenjali, pa jih lahko spet malo vodimo. Spet pa zato, da je vse skupaj bolj pregledno, pa predvsem stare cilje odstranimo, spucajmo, tako da bo res tam samo toliko stvari, kolikor je dejansko potrebno. Naslednja stvar, ki jo je potrebno čistiti redno, se mi zdi, so kampanje. Torej, a uporabljamo sploh UTM parametre za spremljanje naših kampanj. Pa mogoče kampanja se tako resno sliši, ampak če delamo v marketingu, zagotovo dajemo naokrog linke do nekih naših strani. Recimo, mogoče kar čisto konkretno, objavljamo na Twitterju. In mi bi recimo na Twitterju v enem tednu 3-krat objavili ali pa v enem mesecu 3-krat objavili povezavo do našega inbound marketing dogodka. Na koncu bi sicer v Google Analyticsih, če damo samo navaden link, videli, da so ljudje prišli, koliko ljudi je prišlo iz Twitterja. Če pa uporabimo še UTM parametre, bomo pa lahko prav definirali, iz katerega od teh 3 tweetov je prišlo v bistvu dejansko največ obiska, torej kaj najbolj palili, pa potem ugotovimo lahko, da je bila vsebina dobra, ali da smo časovno ful dobro zadeli. Torej dejansko lahko zanaliziramo to, kaj smo delali. In meni se zdi, da če se gremo marketing, da je to, če se le da, pač digitalno to pomeni, da je to ena najbolj pomembnih stvari. Torej, prej smo govorili o ciljih, ki so ful pomembni, pa to, da nastavljamo kampanje, torej da vemo, iz kje, točno iz katerega vira je nekdo prišel. In isto lahko naredimo, isto bomo naredili, torej ne samo, če objavljamo na Twitterju, tudi če na Facebooku objavimo povezavo, če damo povezavo v mailu, če pa delamo oglaševanje, pa sploh, torej da bomo vedeli točno še posebej je to pomembno, če delamo Facebook oglaševanje, ker Facebook je tak, da v bistvu delajo oni svojo statistiko za nas, in zaradi tega kar malo skrijejo pred Googlom ta referral link, torej iz kje je nekdo prišel, in težko vemo, iz katerega oglasa je nekdo prišel. Če bomo pa postavili UTM parametre gor, bomo pa to točno spremljali, torej iz katerega Facebook oglasa je kdo prišel. Pa mogoče je to ena taka stvar, ki jo lahko kar najlažje pokažem. Google je pripravil tak URL builder, da nam ni treba to ročno delati. In evo, recimo tukaj imamo spletno stran od našega webinarja, tole povezavo si skopiramo, pa gremo na Googlov URL builder, ki je tudi link do tega v webinarju, ga pa tudi lahko poiščemo na Googlu, če napišemo GA URL builder, bomo takoj najdeli.
In tukaj so v bistvu 4 obvezna polja, eno je URL, torej to, kar smo skopirali. Potem so pa še campaign source, torej vir, medij in pa ime kampanje. Lahko pa potem dodajamo še campaign term pa content, ampak mogoče se teh danes ne bomo dotaknili. Če samo rečemo source, recimo za tisti primer, ki smo objavljali na Twitterju, bomo rekli source je Twitter, oziroma bi kar rekli source je, bomo rekli social, medij je Twitter, spet ne pišem, Twitter, ime kampanje je pa webinar spomladansko čiščenje 1, na primer, če bomo objavili več tweetov na to temo, ali pa jih lahko mogoče potem celo neko ime damo tweetov. Ko to submitamo, URL smo pozabili. Takole, ko to dodamo, v bistvu dobimo en ta dolg URL, ki ga bomo uporabljali, in potem bomo v Google Analyticsih točno videli, kateri vsi so se prijavili na webinar, torej jasno bomo naredili še goal prijava na webinar pomladansko čiščenje, in potem bomo točno videli, koliko ljudi se je prijavilo na ta webinar, koliko se jih je prijavilo iz mailinga, koliko iz enega tweeta, koliko iz drugega tweeta, koliko iz Facebooka, in koliko od nekje drugje, smo mogoče na Google ali karkoli podobnega. Zdaj, če to objavljamo na Facebooku, je mogoče še luštno, da ta link vržemo še v Bitly, tako da je majčkeno bolj berljiv, pa majčkeno bolj pregleden. Ok, pa če se kar nazaj vrnemo na prezentacijo. Torej, mogoče samo, da res poudarim, kampanje pa cilji se meni zdijo ena najbolj pomembnih stvari, ki jih moramo marketingerji znati pa obvladati in res so v bistvu enostavni za uporabo. Bomo pa lahko potem res tudi jasno pokazali, kaj smo dosegli, in tudi sami sebi bomo pokazali, kaj nam prinaša rezultate, torej kam dajati, kam vlagati največ truda. Naslednja stvar, ki je zelo luštna, je to, da si lahko nastavimo avtomatska obvestila, torej da dobimo na mail, ko se nekaj na naši spletni strani zgodi. Nastavljamo jih kar v administraciji pod custom alerts, in tle so mogoče 3 taki predlogi, ki jih lahko rečemo. Torej rečemo med vsemi obiskovalci, to si nastavimo kar dnevno opozorilo, če se število obiska zmanjša za več kot 10%. Torej nekaj se je zgodilo, verjetno bomo to, sploh če smo v B2B segmentu, se bo to zgodilo za vikende, ampak če se pa to med tednom zgodi, pa lahko iščemo neke razloge, kaj se dogaja. Pa če smo imeli mogoče samo včeraj ful boljši dan, pa smo neko kampanjo imeli, ali pa se dejansko nekaj zgodilo, torej ali nam je spletna stran dol padla, ali pa iz nekega razloga ni obiskovalcev. Torej lahko potem dobimo opozorilo in iščemo razlog, kaj se dogaja. Druga stvar, ki si jo lahko nastavimo, je to, da na posamezni konverziji ali pa na cilju, ki nam je pomemben, zdaj imamo to definiran s cilji ali z nekimi eventi, ampak da se to ni zgodilo. Zdaj, če imamo bolj precej obiskano spletno stran, si lahko ta alert nastavimo dnevni, če imamo malo manj obiska, si ta alert nastavimo tedenski, ampak tukaj bomo hitro videli, eno je to, da se nič ne dogaja na spletni strani, ali bomo pa zaznali težave, da mogoče samo narobe merimo te evente in bomo v bistvu takoj ugotovili, da nekaj ne štima, pa bomo popravili, pa bomo imeli potem analitiko bolj točno. Ker če bomo v bistvu, ne vem, enkrat na teden gledamo Google Analytics, pa takrat šele ugotovimo, da tam nič ne merimo, čeprav se stvari dogajajo, za nazaj ne moramo več podatkov dobiti. S tem bomo pa to res hitro rešili. In potem še ta tretji predlog, da rečemo, opozori nas na vse obiskovalce kar dnevno, ki pridejo na 404 stran, torej na stran, kjer je bil nek neveljaven URL. S tem bomo preprečili, s tem bomo hitro ugotovili, če imamo na našo spletno stran
ali interno ali od zunaj neke linke na nas, ki kažejo na strani, ki ne obstajajo, in to lahko potem takoj popravimo, torej da naredimo, da stran ali preusmerimo ali da na novo postavimo in naredimo spet aktualno, ker torej ljudje so to zadevo iskali, torej je aktualna, jo moramo popraviti. Okej, to je bil v bistvu ta glavni del tega čiščenja. Smo pa rekli, da bomo govorili tudi o tem, kaj se meni zdi kot nekomu, ki dela v marketingu, da so neke glavne pomembne metrike. In zdaj itak vsi spremljamo ta obisk, pa kaj se dogaja z obiskom, kakšen je trend obiskovalcev, pa število strani, pa čas na strani. Tule sem pa navedel še 4, ki so mogoče včasih majčkeno spregledane. In ena je acquisition overview, torej koliko obiskovalcev je prišlo iz katerega vira. Torej koliko jih je prišlo iz družabnih omrežij, koliko direktno, koliko iz nekih drugih spletnih strani, kjer imamo linke, in pa koliko iz iskalnikov. Če se hočemo iti, če se gremo vsebinski marketing in nam ta dobro funkcionira, torej da imamo dovolj zanimive vsebine, dosti široko zastavljene, je nekako nam lahko cilj, da imamo nekje 50% obiska kar iz Googla ali pa iz drugih iskalnikov, torej da nas ljudje najdejo dejansko organsko. Drug tak dashboard je social overview. Tukaj vidimo, iz katerih družabnih omrežij dobivamo največ obiskovalcev. In potem lahko ugotovimo, sploh če smo aktivni na večjih družabnih omrežjih, na katerem se nam najbolj splača delati, torej na katerega dajemo fokus, ker mogoče mislimo, da je najbolj zanimiv Facebook, v resnici pa največ klikov ali pa potem nekih tudi na koncu nekih konverzij dobivamo iz Twitterja, pa je treba mogoče tja majčkeno več napora usmeriti, pa potrditi to tezo. Naslednja stvar so pristajalne strani, torej landing pages. To so tiste strani, skozi katere obiskovalci vstopajo na našo spletno stran. Torej to je ponavadi jasno prva stran in pa vse strani, ki jih linkamo naprej. In zdaj poglejmo te strani, vsaj prvih 10, pa se prepričajmo, ali so strani optimizirane za konverzijo, torej da se po ogledu te spletne strani nekaj zgodi, ali je to prenos dokumenta, ali je to neka naslednja stran, ogled cenika, in pa tudi, ali se to potem dogaja, imamo te gumbe ali pa pač neke bokse s klici k akciji na koncu, ali jih imamo prilagojene, ali so teksti dobri. Potem pa še 4. metrika so pa izhodne strani, torej jih najdemo pod exit pages, to so pa strani, kjer obiskovalci zapustijo našo spletno stran. In tukaj, kar tukaj gledamo, je to, ali so to strani neke thank you pages ali pa stran po uspešno opravljenem plačilu v spletni trgovini, ali so to neke druge spletne strani, ali so na vrhu pač, ne vem, prva stran ali pa neke vsebinske strani, ki smo jih linkali, pa so ljudje tam na veliko zapuščali našo spletno stran. Torej, ali mogoče sploh nismo imeli nekega naslednjega koraka definiranega, ali pa je bil pač naslednji korak mogoče nezanimiv ali pa pretežek za bralca, torej prenaporen in so raje zapustili spletno stran. In potem naslednja stvar, pripravimo se na rast naše spletne strani, ali pa pač našega posla na splošno, ne. Tukaj pa pogledamo torej vsebino vseh spletnih strani, ta se bo podvajala s tistimi landing pages, ampak tukaj si ogledamo, kaj je na vrhu in kaj je na dnu. In zdaj, tisto, kar je na vrhu, poglejmo, kaj funkcionira, uporabimo to najboljšo vsebino za načrtovanje vsebine, ki jo bomo pripravljali v prihodnosti. Torej, tisto, kar funkcionira, očitno ljudi zanima, torej lahko o tem še majčkeno več napišemo, še majčkeno razširimo, zajamemo še neke druge long tail ključne besede, torej neke daljše, prek katerih bomo dobili še neke nove obiskovalce, več obiskovalcev. Pri teh, torej poleg tega, da če pogledamo te najboljše spletne strani, da planiramo vsebino, jih dajmo tudi majčkeno preklikati, pa poglejmo, a imamo na koncu, ne vem, če so to blogi, a imamo zdefiniran naslednji korak, a imamo
nek plan za obiskovalca, ki bere to spletno stran. Ker če so to popularne spletne strani, je tukaj gor veliko obiskovalcev in imamo tukaj lahko največ izkoristimo, da se nekaj zgodi. Potem pa preverimo tudi med vsemi stranmi tiste na zadnjih mestih, torej tiste z najmanj obiska, in tam verjetno bodo pač neke 404 strani pa neke nepomembne, ampak preverimo, je tam neka spletna stran, za katero bi mislili ali pa ki smo jo naredili z namenom, da se bo nekaj dogajalo, da jo bojo ljudje brali. Ali jo je treba posodobiti, ali je treba mogoče samo aktualizirati vsebino, pa bo to spet zrastlo. Skratka, vse skupaj tukaj delamo zelo z nekim common sensom, torej majčkeno z logiko pogledamo, a so naše najbolj brane stvari trenutno aktualne, in pa a imamo med nebranimi stvarmi kakšne stvari oziroma kakšne vsebine, ki mislimo, da bi mogle biti bolj brane, in lahko ugotovimo, zakaj niso. Evo, tole se mi zdi, da je bilo čisto konkretno nek pregled Google Analyticsa, kaj lahko naredimo, mogoče še danes, če imamo čas, ali pa že takoj naslednji teden. Definitivno se splača potem skupaj vse skupaj pregledovati še potem za neke v nekih daljših časovnih obdobjih, ne samo vedno za en mesec. No, se tukaj na slajdu imam tudi napisano, da to pogledamo za celo leto nazaj. Pa potem gledati tudi trend, torej kaj se dogaja s temi podatki.